Pozdravljeni in dobrodošli. Samopoškodovanje otrok in mladostnikov je tema, ki je ne smemo prezreti. Mladostništvo je obdobje velikih sprememb, iskanja sebe in grajenja odnosov. Ko je stiska prevelika, jo nekateri izrazijo tudi skozi poškodovanje lastnega telesa. Zakaj se otrok poškoduje sam? Kaj nam s tem sporoča? In kako lahko kot odrasli reagiramo tako, da pomagamo, ne pa še poglobimo stiske? Moja gostja je psihiatrinja, profesorica doktorica Maja Drobnič-Radobuljac, ki dela na Psihiatrični kliniki v Ljubljani in je predstojnica katedre za psihiatrijo na Ljubljanski medicinski fakulteti. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljena, hvala za vabilo. Z veseljem. Kaj pomeni samopoškodovanje otrok? Samopoškodovanje po definiciji v resnici lahko razdelimo na več oblik. Ključni dve se delita glede na namen. S tem, na kakšen namen, s kakšnim namenom to vedenje uporabljamo. In sicer en namen je, da si škodimo na način, da bi z recimo poškodbo lastnega telesa umrli. Drug namen, ki v bistvu zajema večino teh vedenj, pa je, da bi se s tem samo pomirili ali pa si pomagali iz nekega nevzdržnega čustvenega stanja, neke odnosne stiske, nekih, da bi se mogoče izognili enim posledicam, ki jih pričakujemo, pa niti ni nujno, da se bodo zgodile. V tem primeru govorimo o samopoškodovalnem vedenju brez samomorilnega namena. To je neka definicija. Verjetno je za starše šok, ne glede na to, ali takšno samopoškodovalno vedenje vodi v samomor, da bi bila želja zadaj samomor ali ne. Kako se starši običajno odzovejo, ko opazijo? Odzivi so lahko zelo različni. Zelo verjetno je za tem prvim odzivom v ozadju stiska staršev. Če se te stiske ne zavejo prav zelo dobro, lahko reagirajo tudi mogoče na zelo napačen način. Velikrat iz nekega občutka nemoči, iz strahu, iz jeze lahko v bistvu reagirajo s kritiko, z lahko tudi nasilnim vedenjem, z jezo in seveda to stisko potem pri mladostniku posledično lahko še poglobi. Največkrat ljudje, ko vidijo človeka, ki se samo poškoduje, pa gre to za otroka, mladostnika, odraslega človeka, lahko pomislijo seveda, da se s tem želi ubiti, lahko pa pomislijo, saj to je kar nekaj, saj s tem želi recimo samo vplivati na to, da bom jaz spremenil svoje vedenje, da mogoče ne bom zahteval nekih stvari od njega. V smislu, da izsiljuje otrok s tem. In tudi s temi besedami rečejo, nehaj izsiljevati lahko. Včasih pa čisto ustrezno reagirajo, pa pomislijo, da je morala neka situacija, neka stiska pri otroku v bistvu do tazga vedenja privesti, in potem poiščejo pomoč. Otroku rečejo, vidim, da ti je težko, pet bomo nekaj našli. In potem iščejo pomoč za otroka. Kako pogosto je takšno vedenje? Raziskave različno kažejo. Po Evropi nekako te populacijske študije kažejo, da naj bi se do konca obdobja adolescence že kdaj samo poškodovali tam okrog 17% mladostnikov. Pri dekletih je to bolj pogosto kot pri fantih. Naša študija, ki smo jo objavili leta 2009, je pa v bistvu pokazala, da se je kar vsaka četrta mladostnica že kdaj na ta način samo poškodovala, pa približno 12% mladostnikov, do 19 leta, nekje do zaključka srednje šole. Eno zelo dobro študijo so delali Avstralci, že kar nekaj časa, je že več kot 10 let, kar je objavljena. In sicer so sledili skoraj 2000 mladostnikov, ki so jih v povprečni starosti tam okrog 15 leta vključili v študijo, tako da so jih intervjujali, pregledali, zabeležili, kar so povedali, in so jih potem kontaktirali telefonsko še 6-krat tam nekje do 22, 23 leta.
v tistem času, se pravi, ko so jih vključili v študijo, se je približno 8% mladostnikov aktualno samo poškodovali na ta način, a ne, brez samomorilnega namena. In tisto, kar je bil dober rezultat te študije, je bilo to, da je več kot 80% s tem vedenjem samih prenehali do zaključka študije, se pravi do zgodnjih 20 let. Kar nam veliko pove o dinamiki tega vedenja, se pravi v enem obdobju to vedenje potrebujejo, a ne, in ga potem na nek način prerastejo ali pa mogoče nadomestijo. Pa so se pa sprašvali, v bistvu, kaj se dogaja s tistimi, ki so pa s temi vedenji nadaljevali. In so ugotovili, da od teh, ki so to vedenje nadaljevali, da jih je večina imela povišane nivoje depresivnosti, anksioznosti že takrat v začetku študije, ali pa neke vedenjske težave v smislu zlorabe tegale nikotina, alkohola, a ne, neke zametke razvoja osebnostne motnje, recimo že takrat. Iz česar v bistvu lahko sklepamo, da če ti otroci takrat niso dobili pomoči, a ne, so potem naprej ta vedenja uporabljali na način, da so si s temi vedenji pomagali. A ne. Zakaj je med tem vedenjem več deklet, ki to počnejo? Ja, razlage so zelo različne, a ne. Ena, ki je tudi najbolj gotova, je ta, da enkrat po nastopu pubertete se predvsem depresivne motnje pri dekletih začnejo 2-krat pogosteje pojavljati kot pri fantih. A ne, če je depresija recimo pred puberteto enako pogosta pri obeh spolih, vpliv hormonov v bistvu na ta način deluje. A ne, in tudi depresivna motnja pri ženskah je pogostejša kot pri moških. Drugo je pa to, da dekleta svoje stiske večinoma internalizirajo, a ne, se pravi reagirajo navznoter. Recimo, če bo fant, ko bo depresivno razpoložen, bolj razdražljiv, imel več vedenjskih težav, a ne, recimo razgraju ali pa posegu po alkoholu, a ne, se bo deklica navznoter krivila sebe, a ne, in samo poškodovanje je tudi en tak način internaliziranja stiske. Ker vemo, da večina v bistvu teh vedenj se dogaja na skrivaj, a ne, večine jih ne zaznamo, če po njih ne vprašamo ali pa če ne pogledamo. Zanimivo. A smo potem tako vzgojene, da smo bolj na noter obrnjene? Ja, bolj čustvujemo, več stvari se nas dotakne, pa mogoče seveda je tudi naša vzgoja taka, da bi morale svoje stiske na nek način, mislim, da se same krivimo za njih, a ne, da bi jih morale tudi same znati rešiti. Pomaga mogoče vseeno to, a ne, da se od deklet pa vseeno pričakuje, da se bodo lahko ena na drugo malo bolj obračale, kot je to značilno pri fantih. A ne. Mogoče bi bilo drugače tega vedenja še več. Na kakšen način se najstniki samopoškodujejo? Najbolj pogosti načini so samopoškodovanje z ostrimi predmeti. A ne. Govorimo o rezanju, a ne, recimo z britvico, z olfanožem, včasih s temi pokrovčki od pločevink, a ne, tudi lahko, ali pa s kakršnimkoli ostrim predmetom. A ne. Pri ljudeh, ki recimo, ne vem, za zdravljenje kronične bolezni recimo morajo uporabljati injekcije, a ne, vidimo tudi, da je zbadanja veliko več recimo za samopoškodovanje. Pol so pa metode, kot je recimo žganje s cigaretnimi ogorki po koži ali pa z vžigalnikom, ali pa boksanje v steno, a ne. Ta je mogoče pogostejši pri fantih, tako da si poškodbe povzročajo recimo na rokah, a ne. Ali pa seveda do toliko ekstremnih, kot je recimo davljenje, a ne, zadrgovanje recimo s kabli od elektronskih aparatov. Pa jim ob tem vedenju na nek način odleže? Večina ljudi, kar 90% ljudi, ki ta vedenja uporabljajo, reče, da se v bistvu na tak način zelo hitro sprostijo. Recimo, kadar je visoka anksioznost ali pa kadar imajo neke vihrajoča čustva, kot so jeza ali pa strah ali pa žalost, včasih tudi veselje, ki ga ne morejo zdržati, a ne, ko se poreže, v bistvu kot bi počel balon, rečejo, spusti to in za nekaj časa mine. Dokler se že spet počasne čez nekaj časa ne začne nabirati in se potem veča ta želja po samopoškodovanju.
te rane, ki si jih povzročijo, jih ne skrbijo? Jih skrbijo. To je sicer zelo različno, ampak večino ljudi skrbi, da bo to kdo videl, a ne. Včasih, če se zarežejo preveč, jih skrbi, da bodo posledice se poznale, da se bodo videle brazgotine, a ne, ali pa mogoče, da ne bo nehal krvaveti. Takrat tudi potem poiščejo pomoč, komu rečejo, pa jih potem pripeljejo recimo na urgenco, pa se te rane zašijejo, a ne. Čez leta recimo ljudje, ki so se pogosto poškodovali, pa so jim ostale brazgotine, potem iščejo pomoč tudi recimo pri dermatologih ali pa pri plastičnih kirurgih, da bi te rane potem kasneje zakrili, in to je tudi eden od načinov, kako lahko mlade motiviramo k prenehanju, a ne, ker večina si jih ne želi, da bi ljudje opazili, da na tak način stiske rešujejo. Ja, drugi nosimo brazgotine svoje v srcu, te so pa vidne na zunaj. Ali večina teh mladostnikov skriva te rane, ali obstajajo tudi tisti, ki jih pokažejo? Obstajajo tudi tisti, ki jih pokažejo. Čeprav še vedno govorimo o večini, ki ne želijo, da te rane kdo vidi. Včasih jih kažejo v zelo ozkem krogu zaupnih prijateljev, recimo, ne, ker ne znajo na drugačen način poiskati pomoči ali pa izraziti stiske. Zdaj, ko so toliko popularna socialna omrežja, je to postal kar že en večji problem, ker mladi v tem svojem krogu, a ne, kadar pride do stiske, ne napišejo: "Ej, težko mi je, a bi se pogovarjal z mano", a ne, ampak se porežejo, objavijo fotografijo samopoškodbe in potem dobijo en kup enih pozitivnih spodbudnih odzivov na to, ki so sicer popolnoma ustrezni, ampak spodbujajo, da se bo takšno vedenje tudi v prihodnje nadaljevalo. Kaj lahko potem starši, v začetku ste rekli, ko starši opazijo, potem ukrepajo, verjetno je prvi, da greš do osebnega zdravnika in potem po poti. Kaj lahko še naredijo starši, ker to vendarle so kriki na pomoč? Prvi odziv, ki ga lahko starši na nekaj takega pokažejo, je to, da so opazili. A ne, tudi to se velikokrat zgodi, da se starši delajo, kot da tega ni, a ne, in potem mladostnik dobi informacijo, saj mu je vseeno zame, a ne. Se pravi, starš mora pokazati: "Glej, vidim, da ti je težko, a ne. Seveda ne vem, kako bi s tem ravnal, ker se tega ne more od staršev pričakovati, ampak bova našla pomoč, bova v bistvu poskusila ene stvari prebroditi skupaj. Če lahko, mi povej, kaj te je spravilo v stisko, a ne. Če ne želiš, mi povej, če si pripravljena, da poiščemo nekoga, ki ti bo pomagal v bistvu te stvari reševati." In to je lahko seveda prvi odziv. In pokažejo mladostniku, da grejo v akcijo, a ne. Se pravi, okej, jaz razumem zdajle, da je tako, če so poškodbe hude, seveda gremo takoj na urgenco k osebnemu zdravniku, recimo, da bojo poškodbe oskrbljene, a ne. Pa tudi k nekomu, ki bo preveril, koliko je ta mladostnik v tistem trenutku ogrožen, a ne. Včasih, tako kot smo rekli, so samopoškodbe znak seveda samopomoči, pa tega, da si želijo eno stisko olajšati, ampak to še ne pomeni, da ne bo pa kdaj kakšna samopoškodba, ki bo imela pa samomorilni namen, a ne. In to bodo znali ločiti strokovnjaki. Redko kdo ali pa mogoče mladostniki, ki so tega že naučeni, bodo znali tudi staršu povedati: "Ja, s tem sem se hotel pa ubiti, a ne, pelj me zdajle recimo na urgenco, ke mi je toliko težko", a ne. Večina staršev tega ne bo sama znala ločiti. Potem pa seveda mora mladostnik dobiti informacijo, da se nekje išče pomoč za njega, a ne. Glej, dobil sem napotence, a ne, naročil te bom recimo k psihologu, k pedopsihiatru, k nekomu, s komer se boš lahko pogovarjal in začel to situacijo reševati. Še eno področje je mogoče, ki je zelo pomembno, in sicer včasih starši ugotovijo, da se samopoškodbe pojavljajo ali pa ponavljajo po bolj intenzivni rabi socialnih omrežij, a ne. Takrat je dobro tudi ta del raziskati. Pri nas stroka, pa povsod po svetu v resnici priporoča, da mladi tam nekje do 15. leta ne bi nenadzorovano uporabljali socialnih omrežij, a ne. To je težko
v bistvu urejati za nazaj, a ne, če je nekdo iz otroštva že imel možnost uporabljati telefon, kot ga je želel, kar naenkrat zdajle reči, zdaj pa jo želim imeti nadzor nad vsem. Ampak nič ni narobe, če starš pokaže, da ga je pogled na samo poškodbe ali pa to, da je videl, da je mladostnik v taki stiski toliko prizadel, pa toliko prestrašil, da želi v bistvu malo pojačati nadzor. A ne? In reče, lej, meni ni vseeno zate, a ne? Jaz si želim, da bi bil ti v redu, in zahtevam, da mi pokažeš, kaj se na telefonu dogaja. A ne? Da vidim, a je kdo, ki je drugje, ki tebe ogroža, ki ogroža tvoje čustveno stanje, ki v bistvu vpliva na to, kako se ti počutiš. Ne, malokrat bodo ugotovili lahko tudi vrstniško nasilje preko telefona, ne? Ali pa v bistvu nasilje tudi odraslih ljudi lahko, ne? Tako, ne vem, psihično, kot tudi spolno. Tako da nič narobe, če zahteva v bistvu starš nadzor nad telefonom. Veliko boljš bi bilo, če bi bil ta nadzor že odprej vzpostavljen. Če pot do, naprimer, če rekli sva, dobiš napotnico, se nekam naročiš, vemo, da so pri nas dolge čakalne dobe. Kaj lahko v tem vmesnem obdobju starši naredijo, če je za počakati nekaj mesecev, kakšno leto? Ja, če še enkrat obnoviva to pot, a ne? Pot do pomoči je ta, da se obrne na izbranega pediatra. Pediater bo že to osnovno oceno lahko naredil, se pravi, koliko je otrok v tistem trenutku ogrožen in opravil neko osnovno triažo. A ne? Če bo otrok samomorilno ogrožen, ga bo takoj poslal na psihiatrično urgenco, kjer bojo v roku 24 ur kjerkoli otrok ali pa mladostnik pregledan in ocenjen in bo tam v bistvu že na urgenci lahko narejen nek načrt za naprej. Seveda bodo starši dobili tudi navodila, kaj v času dočakanja na neko redno obravnavo delati. To je zelo odvisen od primera do primera. Ne? Včasih bodo v prvourgentni obravnavi že speljane neke nujne intervence ali pa neke osnovne intervence. Včasih bo treba kontaktirati šolo. Zelo odvisen od tega, kaj je tisto, kar povzroča v bistvu največjo stisko pri otroku v tistem trenutku. Ne? Včasih svetujemo v teh urgentnih službah, da starši kontaktirajo šolo, pa povejo recimo, da se razbremeni otroka nekih ocenjevanj, ki jih je v tistem trenutku preveč, ali pa se šele pri takem pregledu odkrije neko vrstniško nasilje, za katero otrok nikoli prej ni povedal, pa bo mogoče šola z eno zelo enostavno intervenco lahko v bistvu to nasilje rešila, ne? Pa potem razbremenila otroka in starše tudi, ali pa bojo še drugi otroci dobili pomoč, ki mogoče do nje niso prišli. Če se bo izkazalo, da je potrebna bolj obširna diagnostika, mogoče tudi kakšne druge prilagoditve zdravljenja, se bodo v urgenci tudi o tem odločali in pri tem pomagali. Seveda si ne zatiskamo oči pred tem, da so čakalne dobe dolge. V resnici naše združenje skupaj s kliničnimi psihologi že zelo dolgo opozarja na to, kako izrazite potrebe so po strokovnjakih z našimi znanji. Zdaj moram reči, da odločevalci včasih imajo več posluha, včasih imajo manj posluha za to. Mi smo v zadnjih 20 letih v bistvu ta trenutek za 4-krat povečali naše kapacitete. Se pravi, če nas je bilo recimo mogoče še leta 2012 20 specialistov, nas bo v roku 3 let 100. Tako da mi pričakujemo, če bo le posluh za zaposlovanje vseh teh mladih strokovnjakov, za kar nisem 100% prepričana, bo dostopnost do pedopsihiatra dovolj dobra v roku nekaj let. Že zdaj je bistveno boljša. Ne? Naše urgentne službe so na polno začele delovati že leta 2019 in posledično seveda je tudi veliko več napotitev na pedopsihiatrično obravnavo, kot je bilo pred tem letom. Ne? Se pravi to, da se zelo veča število napotnic izdanih za zelo hitro pa hitro obravnavo pedopsihiatrično, je posledica tega, da smo postali bolj dostopni za prvi pregled. Ne?
Je pa seveda, bo pa potrebnih še nekaj intervencij strani odločevalcev, recimo to, da se bodo nova delovna mesta odpirala, preden nam bojo mladi narejeni strokovnjaki pobegnili v tujino. A ne? Res je. Ja. Koliko časa pa na primer traja zdravljenje, terapija, če obstaja nek povprečni čas, v kakšnem obdobju se lahko to vedenje spremeni? Zelo je odvisno od tega, kaj je tisto, kar sproži in kar vzdržuje takšna vedenja. A ne? Večina vedenj, če rečemo, kakšna je dinamika, a ne? Se pravi, samo poškodovalno vedenje se po večini podatkov začne pojavljati tam med 12 in pa 14 letom, tipično, a ne? Potem njegova prevalenca raste in pada po 17 letu. Zdaj, tako kot sva takrat malo nazaj rekli o tem, da nadaljuje se pri tistih, kjer je več anksiozne in depresivne simptomatike v začetku. A ne? Se pravi, obravnava samopoškodovalnega vedenja se začne z diagnostiko. Najprej moramo ugotoviti, a je pri otroku, mladostniku prisotna kakšna duševna motnja, zaradi katere bo potreboval v bistvu nekaj, s čimer se bo lahko sprostil od simptomov, ki jih ta motnja povzroča. Ne? Kadar ugotovimo duševno motnjo, se pravi v začetku, pri nekaj obiskih recimo lahko to diagnostiko naredimo. In to motnjo zdravimo, če jo pozdravimo, potrebe po samopoškodovalnem vedenju ne bo več. A ne, ker ne bo več tistega gona ali pa rečemo driva v bistvu za to vedenje. Bolj kompleksna je obravnava takrat, kadar se je okolica že na ta način prilagodila na ta vedenja, da jih potem še dodatno spodbuja. Ne? Takrat moramo pa uporabiti recimo intervence v družini ali pa intervence v šoli ali pa kakšne malo manj simpatične intervence, recimo z odvzemom socialnih omrežij, tudi če so ta tista, ki spodbujajo to vedenje. Ne? Ampak načeloma, kadar ugotovimo, katera motnja je, potem motnjo zdravimo, ne, starši, kadar so pripravljeni sodelovati, lahko v bistvu z zdravljenjem v roku pol leta dosežemo že zelo, zelo ugodne rezultate. A ne. Tako, zdaj razmišljam, a ne, o vseh v bistvu možnih različnih poteh, kako ta vedenja obravnavamo. Moramo vedeti, da samo poškodovalno vedenje, pa tudi samomorilno vedenje pri mladih je simptom marsičesa lahko. In ni enoznačnega odgovora in tudi enega recepta ali pa nekega navodila staršem, koliko hitro se bo to nehalo. Včasih zdravljenje traja lahko tudi več let. A ne? Včasih poskušamo z intervencami v družine, pa družine mogoče nimajo toliko moči, toliko resursov, imajo lahko tudi starši duševne motnje, svoje probleme ali pa je socialna problematika prisotna. In je treba intervenirati potem na več koncev. Včasih tudi nismo toliko zelo uspešni. A ne? Velikokrat se poslužujemo potem tudi pomoči intervenc centrov za socialno delo ali pa recimo strokovnih centrov, ki lahko začasno nameščajo otroke toliko, da se družine ukrepijo, da dobijo pomoč. A ne? Zato, da otroku v tistem času odraščanja nudijo mogoče malo bolj stabilno okolje. A ne? Tako da ja, no, po mojih izkušnjah, če ne prej, če ima otrok stabilno obravnavo, pa imajo starši pomoč, se lahko v nekaj letih zelo dobro zameji to vedenje. Če delamo na tem, da se ob tem redno šola, ne, da ima čim manj zaostankov, da razvoj na drugih področjih teče naprej, ne, socializacija, šolanje, recimo vzpostavljanje odnosov bolj zrelih z vrstniki, pa tudi z družino potem nazaj, bo do konca razvoja, tam nekje do 25 leta, lahko to zelo dobro rešeno in ni nujno, da bo ta človek še kadarkoli v življenju takšna vedenja potreboval. Kaj bi svetovali prijateljem od nekoga, ki se tako vede? Ja, mi vedno svetujemo mladim, naj v bistvu teh
ogrožujočih vedenj pri svojih prijateljih ne držijo zase. Ker to v bistvu poveča stisko pri njih samih, ker v resnici prevzamejo odgovornost za vedenje tega človeka, a ne, za zdravje, pa tudi za življenje njihovega prijatelja. Kadar vejo, da je nekdo samomorilen, je to še posebej pomemben. Da obvestijo odrasle, nujno odrasle, svoje starše, učitelja v šoli, a ne, pokličejo starše od tega mladostnika. Večina mladostnikov, po mojih izkušnjah, je na začetku seveda jezna, a ne, prijatelj je zdal moje zaupanje, potem pa razume, da je bilo to narejeno z namenom, da bi se mu pomagali. Je pa res, a ne, da večina mladih se boji, da bojo izgubili prijateljstvo, če bojo izdali zaupanje. Zelo pomemben je, da vejo, da s tem ne pomagajo, ko v bistvu držijo takšno skrivnost. Ampak da to vedenje, pa stiske, pa odlašanje do pridobivanja pomoči samo podaljšujejo, ne. Kaj pa po vaših izkušnjah, kako se počutijo sorojenci nekoga, ki ima takšno vedenje? Takšno vedenje vpliva na celo družino. Se pravi, ne samo na tistega mladostnika, ki ga izvaja, ampak tudi na starše in seveda posledično tudi na sorojence. Kadar sorojenci nimajo podobnih težav, a ne, in ne kažejo te stiske, se večinoma zgodi, da skušajo biti v družini oni pol tisti čim manj problematični. A ne? In potem bistveno redkeje poiščejo pomoč za svoje težave, kot bi jo sicer iskali. In velikokrat se zgodi potem, da šele ko se pri tej osebi stanje izboljša, da takrat so pa oni lahko slabo. In se potem neka simptomatika pokaže pri njih. Lahko upad šolskega uspeha, neumikanje vase, depresivna motnja, recimo anksiozne težave, tako. To je stvar, motnja, ki vpliva na energije in dinamiko celo družino. V bistvu bi se morala nekako cela družina zdraviti, ne? Sej tudi to priporočamo. A ne, mi priporočamo vedno, kadar je en družinski član, ki ima duševne težave, a ne, pa zdaj trenutno recimo govorimo o simptomu, kot je samo poškodovanje, pa samomorilnost, da je obravnava vsa družina vključena. Seveda, obravnava pa zajema potem razumevanje tega vedenja, samozaščita pri tem vedenju, zaščita pač tega identificiranega družinskega člana in seveda pomoč tudi ostalim družinskim članom, da razumejo to, da se lahko pred posledicami vedenja pri enemu zaščitijo sami, a ne, da se ne počutijo krive zaradi tega, ker to je zelo pogosto. Še posebej pri starših, a ne, včasih seveda pa tudi pri sorojencih občutki krivde, kaj sem narobe rekel, kaj sem narobe naredil, a ne, mogoče, da ga nisem obvestil, nečem nisem nekam sabo vzel, jaz se družim s prijatelji, on pa ne, zdaj se pa on zaradi tega samo poškoduje, a ne. Zelo kompleksna dinamika je lahko v družini, kadar se tako vedenje pojavi. Si predstavljam, da so starši lahko na robu pameti od skrbi in po moje hodiš po noč ves čas kontrolirati, kaj se dogaja in kako. To je res zelo huda stiska. Pa tako zelo je pogosta. A je ta stiska, ta način zamenjal kakšen drug način, ki je bil prej, pred 20-30 leti? Mogoče se je sprememba zgodila v tem, da ta fenomen zdaj malo bolj razumemo, pa da je v javnosti več govora o tem in ga zato tudi družine, starši ali pa drugi ljudje tudi bolj opazijo. Gotovo. Včasih se je to mogoče dogajalo bolj na samem, bolj na tihem, a ne, pa so mogoče v ospredje prišli recimo poskusi samomora, ko je to dosti dolg trajalo, a ne. Zdaj se pa ta vedenja opazijo relativno zgodaj, kar je dobro, ker jih potem lahko v bistvu zgodaj ujamemo in tudi omejimo, ne. Kaj bi položili na srce tistim, ki naj jo zdaj poslušajo in so v stiski in se samopoškodovalno vedejo? Kaj bi jim rekli? Jaz mislim, da če eno sporočilo od tega dobijo, je to, da pomoč obstaja,
da v tem vedenju ni nič slabega, da ga razumemo kot način, s katerim si želijo pomagati, ampak da obstajajo bistveno bolj zdravi, bistveno bolj prijetni, bistveno manj stigmatizirajoči načini, ki se jih lahko naučijo, vsak se jih lahko, vsak jih najde lahko že sam in po mojih izkušnjah v bistvu jih večina ljudi, ki uporabljajo samopoškodovanje, pozna tudi kar neki načinov za preprečevanje tega vedenja in da naj poiščejo pomoč, naj se ne bojijo tega. Prav. Najlepša hvala, vse dobro vam želim, vam in vašim pacientom. Hvala enako vam tudi. Hvala. Samopoškodovanje je vedno znak globoke stiske, v kateri moramo znati govoriti odkrito in brez obsojanja. Hvala, ker ste bili z nama, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.